seriji pogovorov o izbrisanih smo se seveda dotaknili najnovejše problematike, kako je Slovenija neprimerno postopala do svojih prebivalcev. Ampak ta diskriminacija novih, starih prebivalcev je bila v preteklosti pravzaprav še bolj očitna. Sploh se je seveda to dogajalo, kadar je prihajalo do nekih transformacij držav. Pri nas to najbolj očitno seveda v času ob koncu Prve svetovne vojne, ko imamo seveda zdaj vprašanje, ki je vprašanje združevanja. Združevali so se različni deli v neko novo državo, vemo, še tista vmesna forma država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Tudi izhajali smo iz različnih okolij, Slovenija, slovenski prostor seveda z avstrijskega dela, Hrvaška in iz madžarskega dela, Bosna seveda spet tretja zadeva in seveda še Črna Gora in Srbija. Kako se zdaj ta velikanski konglomerat, ne smemo pozabiti še na manjšine, ki so v tej državi na novo nastale, od Nemcev pri nas pa seveda Nemcev, Madžarov, Turkov in tako naprej. Kako zdaj, če malo naredimo zdaj pa te zgodovinske refleksije za nazaj, kako se je zdaj to vprašanje novega državljanstva reševalo po združitvi, recimo najprej mogoče v prvi mesec, pa potem pa po 1. decembru. Mogoče jaz začnem, da ni nujno, da sprememba države ali pa kakršnekoli tranzicije povzročijo ljudi brez statusa državljanstva. Ampak da je to recimo v Avstro-Ogrski monarhiji se zgodilo lahko tudi v povsem mirnem času. Namreč obči državljanski zakonik, ki je določal status državljana, je predpisoval, da se dobi lahko ta status ali z rojstvom, ali z naturalizacijo, ali pa s poroko. In po določenem času življenja v Avstro-Ogrski monarhiji je lahko nekdo dobil ta status. Zdaj, stališče Avstro-Ogrske monarhije do vprašanja državljanstva je bilo zelo odprto. Številni ljudje so lahko brez problema dobili ta status. Tisti, ki pa so bili izpostavljeni večjim pritiskom, so bili pa pravzaprav tisti, ki so bili politično aktivni v dokaj, bi lahko rekli, sovražnih ali pa radikalnih gibanjih. Naprimer, tisti, ki so recimo bili včlanjeni anarhistično gibanje, so bili izpostavljeni precej večjemu, bi rekla, natančnejšemu branju teh vlog in tudi možnost, da se jim državljanstvo zavrne, je bilo večje. Hkrati pa, kot sem že omenila, so ženske dobile državljanstvo po možu in v tem primeru se je lahko zgodilo, da ko se je mož recimo odselil v Združene države Amerike, je avstro-ogrsko državljanstvo čez nekaj časa ugasnilo, po kakšnih 10 letih. In ženska v bistvu v tem primeru ostala brez statusa državljana in prav tako otroci. Tako da so se pravzaprav pojavili ljudje, kar naenkrat so ostali brez statusa in s tem tudi niso bili več upravičeni ne le do volilne pravice, ampak potem lahko posledično tudi do nekaterih socialnih pravic, ki so izhajale pa iz domovinske pravice. Skratka, položaj je bil resnično težek. Sploh pa recimo v času Prve svetovne vojne, ko so nekatere bivše avstrijske državljanke se poročile recimo z srbskimi državljani, ti se potem seveda pojavijo v času Prve svetovne vojne kot sovražniki države, jih recimo konfinirajo, one ostanejo brez vseh sredstev za preživljanje in hkrati niso avstrijske državljanke, upravičene do pomoči države. So bile v bistvu apatriti. Ja. Nič od niča, v pravnem smislu, v smislu pravnega statusa, te ni. Tako. Kako pa zdaj, kakšni so bili pa pogoji za pridobitev, oziroma kako so uredili ta različna državljanstva potem po združitvi v novo državo? Vemo, imel si avstrijsko, imel si lahko, oziroma avstro-ogrsko, pa srbsko, pa črnogorsko. Je to avtomatizem bil, da kdor je tega imel, je dobil jugoslovansko, oziroma kraljevine SHS? Saint-Germainska mirovna pogodba potem določi možnost, da dobijo vsi tisti avtomatično državljanstvo, ki imajo domovinsko pravico. Domovinska pravica je nekaj drugega kot državljanstvo, je povezana z statusom, bi lahko rekli, dolgotrajnega življenja v enem kraju, je povezana z socialnimi pravicami, ki jih potem, če se znajdeš v bolnici in nimaš sredstev, da bi plačal to svoje zdravljenje, ti jih nakaže občina. So pa že predtem bile občine zelo restriktivne in so nerade sprejemale ljudi nove prebivalce v domovinske zveze
in posledično seveda se je zgodilo, da marsikdo te domovinske pravice ni imel. Hkrati pa potem mirovna pogodba določi, torej za Italijo, torej lahko dobijo državljanstvo vsi tisti, ki bivajo še leta 1915 na ozemlju Italije, in pa v Avstriji tisti, ki imajo domovinsko pravico do leta 1914. Seveda so potem pa tukaj nekatere izjeme. Na Dunaju izločijo, torej ne dajo več možnosti, da bi ljudje dobili avstrijsko državljanstvo vsem tistim, ki prihajajo iz Galicije, Dalmacije in pa Istre. Zakaj iz Dalmacije in Istre? Namreč ta ukrep je bil izrazito antisemitsko naravnan in so torej se želeli znebiti Judov iz Galicije. Ker pa niso želeli, da bi ta ukrep bil tako prikazan, so pač zraven slučajno dodali še Istro in pa Dalmacijo. Kolateralna škoda. Tako, kolateralna škoda. Seveda Italija pa prav tako ni želela imeti prevelike količine slovanskega prebivalstva na svojem ozemlju in je zato določala, da torej, vsi tisti, ki imajo domovinsko pravico zato, ker so dobili uradniško službo, ta skupina prebivalstva ni več prišla v poštev, niti ne tisti, ki niso bili rojeni v Julijski krajini, torej vsi priseljenci. Torej, nekdo, ki bi se s Kranjske leta 10 preselil v Trst, ne more dobiti italijanskega državljanstva, ker ni imel domovinske pravice v Istri ali pa v Trstu, ampak na Kranjskem, ne? No, seveda potem Avstro-Ogrska, oziroma zdaj že kraljevina SHS, želi torej sprejeti te optante, vendar pa tudi tukaj zgodba ni povsem, bi rekla, ni povsem lahka. Številni optanti torej, dobijo zase do leta 1924, torej jugoslovanske oblasti zelo intenzivno delajo na tem, da delijo državljanstvo med Hrvate, Slovence in Srbe, ki seveda morajo to dokazati, s tem, da so bili ali predtem člani določenih slovanskih društev ali da imajo dejansko materin jezik slovenščino, srbščino ali hrvaščino. So pa pri tem dosti bolj restriktivni pri tem, da se sprejema v državljanstvo, torej tiste, ki niso torej južnoslovani, oziroma če si bil Slovan, je šlo precej lažje, zlasti pa seveda ovirajo vse Madžare, Nemce in tako naprej. Ta pravica opcije, to je bilo seveda zaradi povojnega stanja in spremembe meja. Pravica opcije je pomenila, da si lahko izbiral si lahko med eno ali drugo možnost, kaj boš, torej recimo italijanski državljan ali kraljevine SHS ali pa italijanski ali pa avstrijski in tako naprej, torej v tem primeru. Tako da so precej omejili, hkrati pa recimo, kar je meni izrazito zanimivo, tudi volilne imenike naštimajo tako, da v bistvu imajo pravico za vpis v volilni imenik vsi Slovani, ki so v času torej, sestavljanja volilnih imenikov živeli v določenem kraju. Se pravi, pri tem zelo so torej, tisti, ki si želijo torej, ali pa imajo možnost sprejeti občanstvo v Avstriji in Madžarski, sploh nimajo volilne pravice, vsi Slovani, tukaj v bistvu v prvi vrsti Rusi, na primer tudi, ki pribežijo iz Sovjetske zveze, ali pa recimo Čehi, Slovaki problemov pravzaprav nimajo. In tukaj se v bistvu jasno kaže ta slovanska orientiranost kraljevine SHS. So ti Rusi dobili državljanstvo, ali so samo volilno pravico imeli? Jaz mislim, da tudi državljanstvo pospešeno. Zlasti Slovani hitro lahko dokažejo, da so se povsem integrirali v skupnost. No, ampak, ko si že omenila volitve, morda zaključiva še s tem, še en, bomo rekli, catch je bil pri volilnih imenikih. Tega seveda v današnjem času ni. Recimo danes vemo, državljan Evropske unije, ki ni domicilno bivajoč v tisti državi, kjer pač, da ni državljan te države, lahko na lokalnem nivoju glasuje. Torej, nekdo, ki je državljan Republike Slovenije in živi v Nemčiji, lahko na lokalnem nivoju po določenem času glasuje. V stari Jugoslaviji pa so to onemogočili celo tistim, ki so bili stalni prebivalci. Če nisi bil določen čas vpisan, bival v nekem prostoru, nisi imel volilne pravice, kar je seveda hendikep za tiste, ki se stalno selijo za službo. Ja, podobno kot v Avstro-Ogrski monarhiji. Zdaj ti vzorci se zelo počasi spreminjajo. Tudi zakon o državljanstvu, ki ga sprejme kraljevina SHS 1928, na primer, še vedno veže državljanstvo ženske na soproga. Razen v posebnih izjemah. In tukaj pa v bistvu Jugoslavija bila
neka tudi izjema skoraj da v svetovnem merilu, ker je omogočala, da je ženska lahko pred poroko pri notarju sklenila posebno listino, da je to oziroma državljansko pravico obdržala. Tukaj pa je bila izjema, ne? Ker recimo, vendar je pa kljub temu, naprimer, še po drugi svetovni vojni, naprimer, je republiško državljanstvo vezano na državljanstvo moškega. Ja, to se lahko vidi tudi, recimo, če je kdo, ki ima recimo malo starejši datum rojstva, ko je kakšne svoje dokumente iskal, pravzaprav ni nujno, da jih je vedno našel takrat, kjer je načrtoval, ampak lahko pri očetu, kar je lahko pri katerih posameznikih povzročalo precej nerodnosti zaradi iz tega, ker so bili iz druge republike ali kaj podobnega, tako da precej nerodna situacija. No, to o tem, da smo imeli pa dvojno državljanstvo, pa seveda opozoril že Matevž Krivic v pogovoru, ki smo ga z njim opravili, kar je bila recimo nerodnost, ko nekateri izbrisani niso seveda bili, so mislili, da je problem v državljanstvu, kar sploh v bistvu ni bil problem, je problem izbris iz registra prebivalcev, ne? Ampak o državljanstvu pa večina nas pravzaprav niti ni vedela, vsi smo bili gostovani, ja, ampak primarno smo imeli republiško državljanstvo, potem pa še zvezno državljanstvo. Hvala lepa. Hvala.